Raziskujemo poletna dela. Ne uporabljam sončne kreme, sem že dobil to kožo trdo kot julen. Kdo poleti ni na dopustu? Neki poseben čar je to. Poletna izmena. Halo, vidi se. Ima zadnje na bodico stropeno, ker lahko zapiči je zelo nevarna. Ko smo v sicer mirni noči prvič dvignili mrežo, smo hitro opazili, da se je vanjo poleg rib, rakov in mehkužcev ujel nepričakovan in potencialno nevaren gost. Ulov je bil rezultat približno 3-urnega kroženja po slovenskem delu Tržaškega zaliva z barko, na kateri ima glavno besedo Renato Bonja. Poleti malo sebi boče. Jure, mi. Sebi na vonik dej. Barka je stara skoraj 70 let. Letnik 57, obnovljena sicer, ne? Dolga je 18 metrov, je namenjena samo za ribolov, nič drugega, ker dosti recimo kolegov se odločil s tem, da v poletnih časih vozi tudi turiste. In nič kaj, barka je dokaj komod, je velika za to naše morje. Čez dan je privezana na ribiški pomol v Kopru, s katerega smo se tudi ukrcali nanjo. Okoli 7:30 zvečer. Zdaj gremo tle ven Debelega Rtiča, tam na italijansko mejo in tam bomo vrgli mrežo not. Pol urce imamo vožnje do tam, približno, pol se obrnemo v pravo smer, vržemo mrežo in pol bomo vlekli mrežo tako cirka 3 urce. Morje je mirno in pogled na rdečkasto-oranžno ožarjeno nebo, po katerem jadrajo galebi, je osupljivo. To je Altrake pisarna, tašno pisarno bi imel vsak. Še posebej, ko je vse točno. Ko je lepo vreme, ko je bistro nebo, ko je mirno morje in ko se lovi dosti rib, takrat je. Danes imamo vse našteto. Le to, kako bo z ulovom, bomo še videli. Za seboj bomo vlekli mrežo, pripeto na jeklenice, vse skupaj dolžine približno 250 metrov. Sama mreža je dolga 50 metrov. Mrežo za spustiti v morje in za dvigniti rabimo vitlo. Na vitlo so navite zajle. Na zajleh so to so širilke, ki širijo mrežo. To sta dve konstrukciji iz kovine in plastike, ki po obliki nekoliko spominjata na plug in vsaka na svoji strani ladje skrbita za to, da mreža pod vodo med vlečenjem ostane odprta. To je cela kompozicija, to se vse spusti v morje. Ko je mreža v morju, se začne čakanje. A to nikakor ne pomeni, da nam bo prihodnje 3 ure dolg čas. Barka vozi in moraš gledati, tle je dosti prometa v našem zalivu, moraš paziti na te velike ladje, pa na poletje je dosti teh, ko bi rekel, turistov, ki pridejo na morje, dobro po noči malo manj. Spremljaš okolico, malo poslušaš radio in tako, malo greš jest, malo greš, se sprehodiš po barki. In tako, mine čas, se navadiš. Obstaja tipična ribiška malica? Tipična ribiška malica, ja, zdaj smo malo na dieti, zadnje čase, ki tle na barki samo ješ. Nekaj tipičnega ni. Dosti krat naredimo kakšne ribe, prevladuje pa panceta, paradajz, tako, to je največ. Tudi tokrat na mizi, ki jo je Renato na krovu barke postavil tako, da je prevrnil velik škaf za ribe, ne manjka domača panceta. In čeprav rib danes ni na meniju, jih ima Renato zelo rad. Dosti ribičev ne je rib. Jih poznam dosti, samo meso bi jedli. Jaz bi jedel ribe lahko vsak dan, brez problema, Sam pol ne moreš, ki doma imaš familijo, so otroci tle, žena. Imajo vsi rad ribe, raznih hčerke. Drugače mi včasih smo jeli tudi po 5-krat na teden ribe doma, brez problema. Ribe lovi že skoraj 30 let. Profesionalno. Drugače od malih nog, mene oče vlekel v sabo že, ko sem shodil takoj na morje. Je bil on tudi ribič ali samo ljubiteljski ribič oziroma ljubitelj morja? Bil mi je oče ribič in tudi nono ribič. Vsi so bili ribiči. To po mojem se s tem rodiš. To je v bistvu moj način življenja. In tudi dosti mnogim drugim, ki še vedno ustrajajo, tako, ki se krpajo kraj s krajem, ne bojo šli drugam delati, ker zdaj recimo ti se navadil na to svobodo, greš ven, kadar hočeš, prideš, kadar hočeš, sam si svoj šef, zdaj, bolj, ki si priden, več narediš, bolj, ki narediš, bolj zaslužiš, več ti ostane
Zdaj, če ti si skromen, da to vse skupaj pokrivaš te stroške in da lahko živiš, je to. Je pa to zaradi nepredvidljivega vremena in posledično manj ribolovnih dni ter zaradi naraščanja cen goriva vse težje. Dosti stroškov je. Včasih v mrtvi sezoni si lahko šel ven, pa si zaslužil vsaj za stroške, če ne drugo. Zdaj pa je malo bolj tako, prišlo, kriza. Vi morate vedeti, da mi porabimo tle 250 do 300 litrov nafte na izhod ven in treba to nafto plačati. Treba plačati delavca, je treba zaslužiti treba nekaj ujeti za pokriti vse te stroške, ne? In pol, ko vidiš, da ne uspeš ujeti za gorivo, ne greš. Vsaj gorivo moraš pokriti, ne? Renato je omenil delavce. To noč sta njegova pomočnika lokalec Erik in Jure, njegov sin. Pogosto pa gre z njim na morje tudi žena Andrejka. Pravijo, da ženska na barki prinaša nesrečo, ne? To pa ni res, ker včeraj bila moja žena z mano smelinga lepega velikega brancina od 8 kil. Bova videla danes, kaj jaz prinesem, ne? Sreča ali nesreča. Danes še bo slabši ulov, boste krivi vi. Kar nekaj vraževerja je tudi med ribiči, predvsem si morate zapomniti, da ribiču, preden gre na morje, ne smete zaželeti dobrega ulova. Ta drži. Ko ti kakšen reče, ne vem, bo na peška tle pri nas ali pa dober ulov, je boljše niti, da ne greš ven. Sigurno bo kaj narobe. Za zdaj ni šlo nič narobe in čas je, da preverimo, kakšen je nocojšnji ulov. Po 3 urah trenutek resnice. Kaj nas čaka? Ne vem, boste vedeli zdaj, še malo, da pride mreža gor. Polno mrežo na krov dvignejo z vitlom, vsebino pa nato stresejo v velik škaf, napolnjen z vodo in ledom. Še prej pa morajo rešiti v mrežo ujetega nepričakovanega gosta. Oni imajo na repu od zadaj eno bodico, tudi 2 kakšenkrat. To je predstavnik ogrožene vrste skatov, morski golob. In je zelo boleče, če te piči. Ko je morski golob nazaj v svojem naravnem habitatu, v Jadranskem morju, se lahko ribiči posvetijo vsebini škafa. Iz njega zajemajo s posebnim loparčkom. A ima to orodje kakšno posebno ime? To, voligin mu rečemo mi. Voligin. Voligin. Voliga, to je, ko bi rekel, veste one mrežice, ki imajo otroci za loviti metulje? Sak, ne vem, kako se reče pravilno. In to je kao majhen sakec. Kar zajamejo z voliginom, stresejo v kaseto oziroma kašeto in nato razvrstijo v različna vedra. V eno grejo kanoče, v eno grejo gamberi in tle v to bajco damo vso mešano ribo, itak je malo. In te folpe in kalamare posebej. Prevladujejo kanoče oziroma morske bogomolke ter kozice, nekaj malega je lignjev in hobotnic, med ribami pa najdemo morske lastovke, ribone, menole, liste, šure. A je to morski pes? Ja, in mičken. En mičken morski pes, kanjolinček. Ma kaj, ima enih 60-70 cm, tako. Tam enih skoraj kilo. Znate stehtati ribo na oko, a ne? Ma v tolikih letih nekaj znamo, ne, zdaj, tudi mi se zmotimo, no, dosti krat, ma ne dosti. Ni pa ta ribiška, joj, sem ujel 5 kilsko, pa je bila 3,5. To so te športni ribiči, ki tako lažejo. Mi, profesionalci, lažemo zmeri na manj. Da nismo ujeli nič. Zmeri jočemo, da je slabo in če ti dolgo kaj vpraša, kaj si jel, nič. Med razvrščanjem začnejo okoli barke krožiti galebi, ki zadovoljno vzklikajo, ko jim ribiči v morje vržejo manjše ribe. A tudi oni morajo jesti, a? V bližini barke pa so vedno tudi delfini. Tam nad mrežo se hranijo počasi. Te ribice, ki bežijo ven, to oni jejo in tudi nam plašijo, ne, ribe. Ko ne se dajo spredaj pred mrežo, tudi ne jejo te ribe, ki grejo v mrežo not. In ko dvigamo gor, pa pridejo čisto zraven barke, dokler mi vlečemo mrežo gor, oni prihajajo za mrežo gor. Danes jih sicer nismo opazili, je bilo pa nekaj rib v mreži poškodovanih, ker so jih obgrizli. Pazi, Jure, ranjo te. Pazi tega, da te ne pade na ta strupen. Če te piči, bo joj. Ja, to je morski pajek, mi mu rečemo ranjo, on živi v pesku in ima gor na hrbtu 3 bodice strupene in 2 ima na škrnih poklopcih. Je še kaj takega, na kar je treba biti pozoren, previden? Kakšen škrpoč se zna zgoditi, da prije tam vmes. Rjava škrpena, tako vam bo bolj poznano. Ribe, rake in mehkužce nato stehtajo in zložijo v kasete iz stiropora. Na kašeto damo gor deklaracijo
in napišemo, koliko je kil v kašeti gor. In potem to damo v hladilnik. Ribe poledimo še dodatno, te rakce pa ne, ker morajo biti živi. Del ulova prodajo sami na tržnici, del v kakšno lokalno ribarnico. Preostalo pa odpeljajo v Trst na borzo. Ulov je treba tja pripeljati čim bolj zgodaj, zato se nam že malo mudi nazaj. Renato barko usmeri proti Koprskemu zalivu. Barka se kliče Luštura, to pa je po slovensko leščur. Barka je bila kupljena v Poreču od ene firme, ki se je ukvarjala z ribolovom in pravijo, da barki prinaša nesreče, če zamenjaš ime, ne? Tako da smo pustili ime originalno, kot je bila narejena. Luštura se z nami in ulovom na krovu bliža koprskemu ribiškemu pomolu. Najljubši razgled. Zjutraj, ko vzhaja sonce in ko grem počasi nazaj. Sončni vzhod smo tokrat prehiteli, je bil pa pogled z morja na speči Koper vseeno zelo prijeten.